Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen. No, danes imamo spet v bistvu tako že skoraj tradicionalno se bomo pogovarjali o dogodku in ne bomo imeli gosta. Zdaj, ko sem jaz pisal tele zapiske, sem najprej, v bistvu sem si mogel zmisliti neko kratico in sem tam gor napisal, da je to BIM Pogovori o dogodku SSK, ne, in pa sem že skoraj zraven dal, ampak pa bi izgledali, kot da bomo debatirali o slovarju slovenskega knjižnega jezika, ampak ne. Govorili bomo sicer o eni konferenci, ki je potekala pod recimo pokroviteljstvom Svetovnega slovenskega kongresa. Tako da jaz sem šel dejansko pogledati, kaj to je, zaradi tega, ker se nama je recimo roko nas malo čudno zdel, ne. Svetovni slovenski kongres, ampak v bistvu na spletni strani slokongres.com to zelo lepo piše o tem kongresu, kaj sploh to je. Tako da, ko si to razlago prebereš, v bistvu vidiš, da ni toliko za lase prevlečen vse skupaj in je čisto v redu, ne. Skratka, ta Svetovni slovenski kongres je organizacija, skratka, ki je bila ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije. Skratka, povezuje vse Slovence ali pa nekako ljudi, ki se občutijo privržene Sloveniji, pač svetovno, ne. Tako da je zato Svetovni slovenski kongres. Ja, no, ime tega dogodka je bilo v bistvu 5. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije. Kar razloži ta Svetovni slovenski kongres. Skratka, kdaj je bilo tole, Robi? Ker si ti bil, ne, jaz nisem bil. Ja, to je bilo v četrtek 12. oktobra 2017, bilo je pa v Mariboru, tako da so BIM Pogovori, so se internacionalizirali, so šli čez Trojane. Je to na rektoratu Univerze v Mariboru. Ja, tako. To si v bistvu mislim, da še enkrat po mailu, ko smo po moje vsi to vabilo dobili, si poslal, bi se pa splačalo v bistvu tole kaj pogledati. In si se mislim, da skoraj javil, ne, da boš pa šel to. In ja. Kako je bilo? No, najprej ne povem malo te konferenci. To bi ne bila dvodnevna konferenca. Četrtek bi moral biti v Mariboru, petek pa v Ljubljani. Ampak je bilo v sredo, spravi 11. oktobra so odpovedali petkov dogodek. Bilo je napisano zaradi višje sile, na koncu so pa povedali pač, da zaradi bolezni večjih predavateljev so odpovedali petkov dogodek, tako da sem bil četrtek na edinem dnevu te konference, bi pa ne bil petkov dogodek izveden enkrat kasneje. Bil je pa posvečen Plečniku, če se ne motim. A ta petkov dogodek? Ja, petkov dogodek. Se imam pred sabo. Bil je, program imam pred sabo in bi moral biti v bistvu organiziran v okviru Plečnikovega leta 2017, ker je 145. obletnica rojstva, pa 60. obletnica smrti. Ampak je bilo pa, se pravi, odpovedan. Tako da sem bil na edinem dnevu. Zdaj pa ne vem, jaz predlagam, da gremo svet malo čez program, no. Bi pa takoj na začetku povedal, da je bil malo drugačen, kot sem si predstavljal. No, povej, kako je vse skupaj izgledalo. Ja, no, na splošno vtis v bistvu bolj kot razen, če imaš kakšne, po moje, kakšne take posebne poudarke po vseh teh stvareh, ne, ki so bile predstavljene. Nisi navajen takšnih dogodkov, ali kaj? Tako. To si zdaj dobro povzel. Nisem navajen takšnih dogodkov. Kaj naj rečem? Mislim, dosti predavanja je bilo zanimivih, ampak vse je bilo bolj, ne vem, no, ne najdem glih prave besede, no. Kaj naj rečem? Bilo je bolj v stilu, mislim, bilo je bolj kot predstavitev fakultete za gradbeništvo
arhitekturo in prometno inženirstvo, oziroma gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, pa še ostali fakultet v okviru Mariborske univerze. No. Bom tako rekel, no, zelo malo je bilo govora na splošno, ali pa zelo malo je bilo govora o arhitektih ali pa gradbenikih iz Slovenije, ampak je bilo zelo veliko govora o arhitektih in gradbenikih iz štajerskega konca. No. Zdaj sem našel besede. No, s tem ni nič narobe, ne, da ne bo kdo dobil kakšnih napačnih idej. Ne. Zato morda tudi dva dogodka, v bistvu en v Mariboru in v Ljubljani. Ampak vidim, da pa vsem je bilo kar nekaj zanimivih gostov. Če ne drugega, v bistvu bi jaz pričakoval, da je bilo zelo zanimivo tisto neko vodno predavanje tega znanega arhitekta Borisa Podreke. Kako je bilo s tem? No, tako, dogodek se je pa začel klasično, tako kot se vedno z nagovori vabljenih uglednih gostov, no, ne vem, prorektorjev, rektorjev, dekanov itd. Jaz tu ne bi kaj veliko govoril o teh pozdravnih nagovorih. No. Bila sta pa dva uvodna predavatelja, en je bil gospod Boris Podreka, drugi je bil pa gospod Viktor Markelj, in ta dva sta bila v bistvu zaradi teh dveh predavanj mi ni bilo žal, da sem šel, bom tako rekel. Pa je bilo pa še naprej nekaj okrogle mize, pa tudi res jaz nisem bil do konca, ker sem imel pač druge obveznosti. Ampak že takrat, ko sem jaz bil, je imel dogodek pol ure zamude, pa sem bil samo dopoldan. To se mi zdi, da je ena taka rak-rana takih dogodkov. Že skoraj stalnica vseh dogodkov, ne? Tako da jaz upam, da se bo dogodek Sibim, ki se bliža, pa bo sredi novembra v bistvu morda se bomo bolj držali, ne? Enkrat. Ja, no, ampak tako eno par gostov je manjkalo, pa je bilo vse 30 minut zamude. Ne vem, koliko bi bilo drugače. Ja. Ne vem, jaz bi mogoče par stvari, ki sem si jih zapisal, povedal, ampak ko so se mi zdele zanimive. Recimo to uvodno predavanje Borisa Podreke. Meni je bilo zelo zanimivo, ker v bistvu tema tega dogodka bi ne bila, zdaj nisem si napisal, ampak koliko izobraževanje v gradbeništvu ali nekaj takega. No in je rekel, gospod Podreka je rekel, da bolonjska reforma je napovedana nesreča s pobegom voznika. To, ne vem, no. Ni me malo kruta, ne? Ja, ni me nič lepega zapovedati o bolonjski reformi. Tudi tam je bila zanimiva izjava, da bolonjska reforma je bilo popuščanje Britancem, ki se zdaj valjajo v blato Brexita. Ja. Ne vem, jaz v bistvu, čeprav imam včasih tudi kaj veliko zapovedati čez Bolonjo in vse težave, ampak enkrat sem od nekoga dobro slišal, v bistvu pač enega profesora, zdaj se ne bom spomnil koga, ne. In rekel, da je to pač nažalost zato, ker v bistvu imamo zmer neke svoje ideje, namesto da bi se pač prilagodili, rekli, to so dejstva, to je to, ne. In v bistvu iz tega potegnali največ, kar lahko, ampak ne, mi raj obujemo spomine za čas ali pa o času pred bolonjsko reformo, ne. Ja. Vprašanje, ne. No, recimo, meni je bilo tudi zanimivo, ko je govoril zelo daleč o prihodnost, da bo tehnologija spremenila mesta, ampak da je recimo car sharing je že pase, da zdaj bi se ne ustvarjale mesta v stavbah, pa take stvari, no. Ali pa recimo zelo zanimive misli o tem, da se je treba boriti proti energetskim prenovam, ker to uničuje arhitekturo. Da je toplotno izoliranje stavb ena največjih katastrof. Jaz sicer ne vem točno, kaj s tem mislil, ampak verjetno to pač, ker prekrijejo stavbe, ne vem. Ne. Pa je rekel, da je šola, da je zaspala, da je zelo velik prepad med teorijo pa prakso. Da kar se pa prakse tiče, pa da je včasih za projekt odloča 5 ljudi, zdaj jih pa odloča 14. In da je treba ekonomsko zdržati tisti čas med tem, ko dobiš projekt, pa med tem, ko se začne zidati. Tako da včasih 5 ljudi odločalo o enem projektu v 4 mesecih, zdaj pa odločajo po 40 mesecev. Tako da to, no.
Pol v nadaljevanju pa prikazal tri svoje večje projekte zadnjih let. In en je bil recimo Pariški cerkev v Milanu. No, in če se naveže naprej, da tu v tej cerkvi je bilo 4 leta diskusije, preden so začeli graditi. Kar mi je bilo zanimivo, to pa niti ne vem, če sem si zapisal, sem si pa zapomnil, da je govoril, da današnja šola arhitekture daje preveč poudarka na estetiko, pa mnogo premalo na etiko, kar se mi zdi pa zelo dobro, v bistvu zelo dobra izjava. No. To v bistvu načeloma ok, ampak kaj je s to etiko mislil? Ja, v kakšnem smislu v bistvu, ne? Kot je razvil, da bolj v tem, da etiko do prostora, do izrabe prostora, do bivanja v njem, pač v tem smislu, no. Tak sem jaz razumel. Aha, ok. Tak, no. To, no. Pa naslednji, če to je bilo na to, kar sem si jaz napisal par poudarkov z tega predavanja, pa si zdaj pokazal še 2 svoje projekta, ampak se mi niste zdaj tako zanimivo. No. Drug predavatelj je bil pa gospod Markel iz podjetja Ponting. A poznaš podjetje Ponting? V bistvu ne, slišal sem, no, ampak da bi imel kakšne povezave z njim, pa ne. To je tisto podjetje, ki se spet iz štajerskega konca, ki se pokvarja s projektiranjem mostov. Vse največje mostove, pa tisti most tam na Pelešac, kam že zdaj gradijo, pa v Beogradu tisti most, pa da to je vse njihovo. Pa mislim, da je tudi ta črni kraj, da je tudi od Pontinga. Ne vem, mislim, ne vem. No, bomo pa malo pogooglali v bistvu, pa bomo poiskali, zihar malo kaj. No, on je pa govoril precej o gradbeništvu, ne? In je tudi par številk navrgel, da so v Sloveniji mnogo prevelika nihanja, kar se tiče vlaganja v infrastrukturo, da je bilo leta 2008 3,5 milijarde, leta 2014 je bilo pa manj kot 2. Ne? In da to ne more nobena ekonomija zdržati, pa da je število zaposlenih v gradbeništvu iz 90 tisoč, kar je bilo 2008, je bilo 92 tisoč, padlo na cirka 50 tisoč, kolikor jih je zdaj, vmes jih je bilo še manj. Ne? In da, ne vem, da indeks gradbenih del, da v Avstriji pade do največ 2%, pa nas pa do 20%, in da tega pač firme ne morejo preživeti. Ne vem, pa par takih stvari je povedano, da bi bila kriza v gradbeništvu v Sloveniji tudi brez svetovne krize. In to zato, ker je bil konec tega cikla vlaganja v avtoceste, pa pač tisti, ne, on je rekel temu sprevržen način lastninjenja, pa človeški pohlep, pa tak naprej, pa še ta svetovna kriza, ker so se banke začele drugače obnašati. Pa to, no. No, in da zdaj posledica tega, ne, kar je pa zelo zanimivo, eno je upad ugleda stroke, druga pa sprememba strukture kadra, da je preveč izobraženih. Ne. Ker ni bilo služb, so ljudje pač šli študirati. Da se ugled sicer zdaj povečuje, je kazal neke raziskave, no, da se zdaj ugled spet veča, kar je za nas super, ampak da je stanje v projektivi pa še zmeraj katastrofalno, ker so ljudje šli pod vsako ceno in to se pa zdaj pač ne dviguje. Ne. In recimo on je tudi povedal odkrito za Ponting, da oni so šli iz 5 milijonov letnega prometa, so šli na 0,5 milijona. Ne. In da je zelo žalostno, da je Slovenija premajhna, da ne more zdržati ene firme, ki ima 15 ljudi, kar je pa kar malo grozno, če pomisliš. No, v bistvu, ja, definitivno, ampak najbrž se ve, ne, v bistvu s tem, ko so pač te cene za ne vem, razno statiko računati ali kaj podobnega, to je res tako mizerno, ne moreš nič zaslužiti v bistvu s tistim, ne? Ja. Podobno, najbrž je pol tudi kvaliteta teh načrtov primerna temu, ne? Kjer je vse copy-paste, pa v bistvu neki muštri, ki vprašanje, če pa pijejo voda, ne? Ja, no, on se pa tudi, ne vem, se ne bom vsega razlagal, kaj govorim, ampak recimo, da je katastrofa ta kriterij minimalne cene, kar tako že vsi vemo, ne? Pa je tudi nenehno spreminjanje zakonodaje, ne? Ker to se spreminja v bistvu praktično vsakih 5 let se čisto zamenja. Pa tudi obregno se v te obnove toplotne izolacije,
ker v bistvu zdaj obnavlja samo fasade, nihče pa ne obnavlja konstrukcij. In je tudi omenil tisto poročilo oziroma kaj je o potresno nevarnih stavbah in da je ne vem kak delež tistih stavb zdaj dal nove fasade gor in se razpoke sploh ne vidijo več. Ja, seveda. To je najboljš, ne? Ja, ne vidi se, ne? Ljudje so mirni v bistvu, pa, ne? Nažalost. Ja. Tako. Ne, upamo, da se na kaj hudega zgodi, ne? To na vsak način, ne? Ja, sej kot gradbenika vemo, da enkrat se bo, ne? Zelo sem upamo, da se ne bo kmalu. Ja, ampak se veš, kako je, ne? Sej v bistvu, ok, ti si iz nule postavil svojo hišo, veš, kako je bilo pri meni, ko smo prenavljali, pač starejši hišo iz 33 leta, ne? Kjer v bistvu pač smo delali nekaj tudi na recimo statični prenovi v bistvu tega, ampak najbrž bi morali še mnogo več, ne? Ampak to je v bistvu na koncu, ko začneš to seštevati, v bistvu skoraj sigurno ceneno, če enostavno podreš pa novo narediš, ne? Ja, dobro, ampak te stavbe niso tako problematične, ko so troetažne, ne? Bolj so tiste, ko so 20, ne? Ja, to pa sigurno, ne? Tako da to sta bili ti dve uvodni predavanji. Pa je bil pa še drug sklop, na katerem sem zbil, je bil pa študij arhitekture, pojmenovan je bil študij arhitekture v Mariboru, pa je bilo kar par predavateljev. Jaz ne bom vsega razlagal, kar je bilo, pač nekaj je bilo povedano o tem, da je zdaj 10. obletnica študijskega programa arhitekture na Univerzi v Mariboru. Je bilo veliko besed, kdo je za to zaslužen, pa koliko se je to uvajalo. Potem je bilo eno predavanje o tem, ki je govoril o tradiciji mariborske arhitekturne šole. To je bilo tudi, zanimivo, koliko se stavbe razvijale, pa kdo jih je razvijal, pa tako naprej, ampak to je spet čist mikrolokacija, ne. To ni zanimivo, ampak pač res zelo ozko usmerjeno. No, pa je bilo pa eno predavanje ene profesorice iz Maribora, Vesne Žegarac-Leskovar pa Miroslava Premrova. Je bilo potem, kaj na gradbeni fakulteti, gradbeni pa na arhitekturi, tam delajo z lesom, Tam so predstavili primer nekih lesenih nosilcev, pri katerih je steklo kot nosilni element tudi v nategu, pa v tlaku, pa tako naprej, Pa s kom se sodeluje, pa kaj se so razvili. Zelo zanimivo, Pa je pa še profesor Premrov povedal še pač par besed, pa tudi to, da je vse statično pokrito itd. Zelo zanimivo, ampak spet predstavitev dela na fakulteti, Nič tak drugo posebnega. Pa se pa jaz v bistvu šel. Tako da pa naprej nisem več sodeloval, ker sem že dejansko več kot pol ure zamude in sem imel pač ene druge obveznosti. Tako sem zamudil še enega predavatelja, pa je bil še en sklop predstavitev dela arhitektov pa gradbenikov iz tujine, kar mi mogoče malo žal, da nisem bil. Pa na koncu so imeli še, zdaj sta bila 2 dela, predstavitev arhitektov in gradbenikov iz Slovenije, pa sem pa še tudi ene razstave. Tako da jaz ne vem, kar so pa naprej govorili. Bi pa rekel eno stvar, Jaz sem bil tam bil sem več kot 4 ure, sem poslušal ta predavanja in nisem niti enkrat z eno besedo, pa glede na to, da je bilo govora o izobraževanju v gradbeništvu in arhitekturi, niti enkrat ni bil omenjen BIM. Niti enkrat, Tako da, jaz, če potegnem črto, pa tudi midva sva že o tem govorila, mogoče je treba iti na take dogodke, da vidimo, da se gradbeništvo dogaja tudi mogoče izven tega balončka BIM-a. Ja, v bistvu, kar boj. Ker dejansko res nihče ni govoril o BIM-u, Res. Pa recimo,
arhitekt Podreka je govoril zelo veliko o tem, o prihodnosti, pa kako so projektirali, pa tako naprej. Ampak vse tisto, kar sem jaz videl, so bile v bistvu 2D skice. Mislim, vse so bili 3D renderi, pa to, ne, jaz ne vem, kako so jih naredili, ampak niti enkrat ni govoril o BIM-u. On je govoril o viziji, on je govoril o tem, zakaj je to, kako so naredili sheme, kar pa dal, ne. Ampak tehnologija ni bila pomembna. Ti, Robi, zdaj, a se spomniš, čakaj, po mojem smo to čisto na začetku, ne? Telih BIM pogovorov. Sva rekla, enkrat, koliko časa bomo pa mi tole delali sploh, ne? Pa sem rekel, toliko časa, dokler se bo o tem govoril. Ja. Mogoče, mislim, čist razumemo, v bistvu vsem bi najbrž pričakoval, da je to nekako vsaj z eno besedo nekje omenjeno, ne? Ampak to je tako, kot smo se mi dve parkrat že pogovarjali. Ne? Mislim, mi tle BIM levo, BIM desno, v bistvu BIM ni, da ni. Ne? Po drugi strani, ne? Mislim, mene osebno bolj moto v bistvu, da je BIM zdaj kar vse. Ne? V bistvu, mislim, omeniš gradbeništvo, pa v bistvu nisi gradbenik, če ne omeniš BIM-a zraven. V bistvu, očitno je nekako tako že skoraj. Ne? Ali pa si mi predstavljamo, da je to tako. Ne? Ampak vidiš, da je načeloma pa v bistvu zakaj. To sam nek detajl, v bistvu praktično nepomemben, bolj ali manj. No? Ja, sej verjetno res, pa verjetno, če bi bil do konca poslušal še predstavitev teh arhitektov pa gradbenikov iz tujine, ne? Jaz upam, da je kdo omenil BIM, no? Ampak tak, ki mi je pa zanimivo, ne, da ne vem, no, mislim, govorimo o neki viziji, pa o izobraževanju, pa tako naprej, ne, ali pa ne vem, o stanju gradbeništva, pa se dejansko nobenemu ni zdelo pomembno, da bi to omenil. No? Ja, še posebej, če tamle berem med vrsticami v bistvu tega programa, vidim tam v bistvu izziv in priložnosti projektnega pristopa v arhitekturnem izobraževanju. No, tako nas je to. To bolj na kožo skoraj pisan BIM, to skoraj ne more biti, ne? Se je to, jaz nisem našel te. Ali pa interdisciplinarnost v projektnem sodelovanju z gospodarstvom. Tako, ne. Ja. No, ampak to je bilo bolj interdisciplinarnost v tem, kako se Ja, razumem. Vizija, pa arhitekti, pa gradbeniki, pa te stvari, ne. Je pa v bistvu najbrž, veš, tako, okay, bila sva na dveh tistih CGS-ovih predstavitvah. Ja, tako. Ne, bila sva na dveh predstavitvah obeh CGS-ov. No, tako, no. Da ne bo pomote. Pol v bistvu, ne vem, spomlad je imel Pilon, takrat ob v bistvu izdaje nove verzije Arhicada. In jasno, če hodiš na te predstavitve, dejansko imaš občutek, kot BIM je pa res povsod v bistvu in je nekaj zelo normalnega, vsi pač gledajo BIM, v bistvu, če že ne uporabljajo dan za dnem ali pa vsak dan, v bistvu to nameravajo naslednji teden začeti delati, ne? Ampak pol vidiš v bistvu, da to ni nujno zmer tako, ne? Točno to. Ker jasno spet čist nič narobe, ne? Ampak najbrž tako, kot si rekel, ne? Da enostavno moraš te stvari dejansko v neko perspektivo dati, pa v bistvu to skozi eno tako prizmo pogledati, pa videti. Ali pa si sam se pogledal nastaviti, pa videti v bistvu, no, kaj je zdaj to. Ja, pač treba reči Bobo pa povedati, da to ni tako vse prisotno, kot se mi včasih delamo, ne. Ampak da obstaja še zelo velik del tega trga, ki v BIM-u ne ve, kaj je dosti čez toke, no. Tako sem hotel reči. Ja, ali pa, mislim, razmišljam, kako do tega prideti, v bistvu, da se ti, recimo, z vsemi že dokazanimi, dobrimi stvarmi, ki jih BIM prinaša, še zmeri nekako ne vidiš v bistvu neke koristi za svoje lastno delo, da se v bistvu tega ne lotaš, ne, je verjetno res tako, če se v vlogo enega arhitekta postavim, ne, je tako, da če si res v tistih najzgodnejših fazah prisoten, ne, kjer verjamem, da morajo arhitekti še zmeri znati prav svinčnik držati in v bistvu dejansko stvari skicirati,
ker jasno, test nima absolutno nobene povezave z BIM-om nikjer, ne. Razen če pol ti skeniraš, pa to uvoziš kot podlago za nekaj, ne. Ampak jasno, če sem na tej idejni stopni v bistvu takšni, ne, na idejni stopni skice, pol najbrž se ti ne da ukvarjati z BIM-om. Ne. Zakaj bi se s tem ukvarjal, ko pa v bistvu prije za tabo cela plada nekih arhitektov, ki nimajo zvenečih imen, pa v bistvu pol to naredijo. Ne. Ja, no, to. Ej, tako. Ne vem, očitno pač. Ne vem, se pravi, no. Jaz sem v bistvu skozi čakal, če bo karkoli govora o tem, ne. Pa ne, da bi zdaj mislil, da mora biti pa to, no. Ampak me pa zanimalo, v kakšnem kontekstu bo kdo to omenil, ne. Pa dejansko ni, no. To se mi zdi ena pomembna informacija iz tega srečanja, tako bom rekel. Ja. Bi bilo v bistvu dobro, zdaj, če tist petkov del odpadel, pa je morda dejansko bolj Plečniku bil posvečen, najbrž tam ne bi bilo za pričakovati, da bo govor o BIM-u, ne? Ne, mogoče je bilo pa v tem popoldanskem delu, no, res kaj govora, glede na to, da bi ne bila predstavitev ljudi, ne, iz sveta in iz Slovenije. Tako da mogoče, no, če se kdo javi, če je bil na tem dogodku, pa če so potem kaj rekli o tem, ne soglasi, pa ne povem, ker me res zanima. Ok. Skratka, če potegneš črto, ti verjetno ni žal, da si pač to šel poslušati in v bistvu videl stvari malo z drugega konca, ne? Ne, meni vsekakor ni bilo žal, če že zaradi drugega ne, zaradi obeh uvodnih predavanj mi ni bilo žal. Je bilo pa mogoče malo preveč pro-mariborsko usmerjen, sploh glede na to, da jaz izhajam iz pač ljubljanske šole, gradbeništva ali pa recimo iz Ljubljanske univerze. Ampak pač lokalni dogodek, zato je bil tudi verjetno v 2 dneh organiziran, pa tudi organizatorji so, mislim, da iz Maribora. Tako da, mislim, zelo me je zmotilo, ker se je v bistvu cela konferenca se začela s tem, da je nekdo, pa niti ne vem, mislim, imam napisan, kdo je bil, pa ne vem, če je bil, tako da ne bom ti imena povedal, da je začel s tem, da so pred ne vem koliko leti, da je Ljubljanska univerza bila proti ustanovitvi gradbene šole, arhitektura, ne vem kaj vse, in da je rekla, ker ja, da to malo oni lahko svojo izpostavo tam, ne vem, koliko je bilo nekaj v takem nekem kontekstu. Pa se mi zelo tak, ne vem, s tem začeti en dogodek, ki je pač vse slovenski, ni glih najboljša taktika, no. Tak, in pa je bilo pač mogoče tu pa ta mestoma, kaj takega začutiti, ampak ok, mogoče sem pa samo jaz občutljiv. Ne moram sodati, ne, ker me ni bilo tam, ne, ampak ja, imaš po vsej verjetnosti prav, da pač ampak to je nasplošno, ne, v bistvu, da ne začneš takšnih dogodkov z nekim negativizmom, ampak dejansko probaš to res poudariti pozitivne stvari in probati v bistvu navdahniti prisotne, ne da jih potreš in jim zbijaš voljo na vse zgodi zjutraj. Eno, se je v bistvu potrjuje te goste, ki so bili iz Ljubljanske univerze, druge mogoče niti ne, da bi učinek dosežen. Ok. To je bila ta konferenca, o tem še kaj za dodati, ali sva bolj manj zaključila okoli? Ne, jaz sem zaključil, kar se z moje strani tiče. Imaš ti mogoče kako vprašanje? Ne, mislim, da si povzel vse tole tako v redu, bo dala pa v zapiske enih par linkov, tako da sem dejansko od Pontinga najdel spletno stran, tam imajo vse te reference lepo napisane, tako da je res vidiš vse te mostove, lahko tako nekako skoraj v živo, ne. Tako da je zelo, pač, ja, nisem s Pontingom nič imel še nikoli, ne, ampak bi rekel, da znajo te ljudje iz prakse imeti dejansko tako dosti negativne, oziroma pač imajo izkušnje popolnoma drugačne, ne, kot pa mi, recimo, ker smo vse v nekem izobraževanju
vključeni, kjer vidimo ene stvari, nimaš pa bolj manj dan za dnem opravka z spreminjajočo se zakonodajo in podobnimi stvarmi, za katere moraš skrbeti. Ja, tako. Ja, prav. Jenač, mislim, da je to tisto, kar so hotela povedati za danes. Čeprav imam jaz še en pripravljen eno priporočilo. Slučajno, Robi, imaš kaj? Ne. Ti nisem naš prej rekel, da bi bilo to dobro imeti, ampak glej. Ja, no, lepo priznaj. Lepo, da ne bojo poslušalci mislili, da nisem pripravil. Nisem ti niti povedal, da bom jaz karkoli stavhal, ampak v bistvu stavhal sem zato, ker sem ravno danes eno knjigo dobil, na katero sem že pozabil, ker sem jo tako prednaročil, pazi to, ne? Že dolg nazaj, zdaj sem pozabil, kjer je bil pogovor, sem eno knjigo priporočil enega avtorja, Erika Ricea, The Lean Startup. No, v bistvu ta avtor je v bistvu zdaj napisal pa in izdal zdaj novo knjigo. Ta knjiga je, mislim, praktično še topla, kaj sem je dobil, ne? Z naslovom The Startup Way. No in v bistvu pač nadaljuje bolj manj takšno zgodbo o tem, kako neko organizacijo postaviti ali pa utiriti v tirnice, ne vem, agilnosti, vitkega pristopa in podobnih zadev. No. Tako da se veselim branja te knjige, tako da jo vsekakor priporočam. Že prva je bila odlično napisana, verjamem, da bo to tale. Vsaj tako, kot sem tiste par izsekov, ki sem prebral, do takrat, ko sem je naročil, je bilo zelo vredno. Bo pa tudi polenka, no, tako da je noter v zapiskih, tako da si boste šli lahko pogledati. Morda koga zanima. Enač, to je, mislim, smo pri koncu. Robi, za konec samo še kje te lahko poslušalci kontaktirajo, da ti sporočijo, da je bil BIM omenjen v popoldanskem delu. Ja, no, na robert.klinc.net in obljubim, da bom to v eter povedal. Lepo, na vsak način se lahko poslušalci s takimi informacijami oglasijo tudi na Facebook, Twitter. BIM pogovori so skratka tudi na spletu, Facebooku in Twitterju in tudi na YouTubeu. Mislim, po zadnjem štetju, oziroma zadnjič, ko sem pogledal, je bilo 12 naročenih. No, še čist malo, pa jih bo 100. Ja, veš kaj sem se pravno spomnil, da bi lahko bil kako se reče, tagline, moto, kakorkoli. Zadnjih par oddaj bi lahko bilo: udeležujemo se konferenc zato, da se vam ni treba. Ta je dobra, ja, ne, mislim, vse stvar res, lej. To je tak, jaz ne vem, v bistvu meni se zdi zanimivo slišati te stvari, ker nisem tam bil, ne. Dobro, ti si meni to že tako privat povedal, ampak jaz upam, da so vsem tudi poslušalci našli oziroma slišali nekaj stvari, morda niti navaja za to konferenco. In jaz mislim, da je pač vedno dobro, no, da se stvari dogajajo, da so pač nekje tudi druge skupine ljudi, ki o BIM-u kaj predosti ne razmišljajo in navajajo. No, pa še ena priložnost več za to, da nam pišejo pa povejo, če se jim te oddaje všeč. Ja, to pa vedno lahko, ne. Tudi kritiko sprejemajo. Tako je. Tole je bila 42. oddaja BIM pogovorov, tako da še malo pa bo 50. Tako. No, Robi, še kaj za konec? Ne, se slišimo. Se slišimo. Ajde, adijo. Adijo.